Lepo pozdravljam vse tukaj izbrane. Moje ime je Miha Šalehar, kot sem že prej povedal. Tole pa je en zanimiv odvod enega potovalnega podcasta. Če ga ne poznate, si ga lahko poiščete na vseh resnih platformah, še posebej na YouTubu. Nastaja v sodelovanju mene in agencije Oskar, imenuje se pa Oskarizmi. Na YouTubu ga najdete, ne? Tokrat sta pa z mano dva, vsaj za moje pojme, ne? Ko sem poslušal vse govorice, bi jaz rekel, zelo pogumna človeka. Kadar ju ni zraven, če bi tako rekel, ne, zlobni sosedje verjetno govorijo, vse je bilo v redu z njima, ne, pa se je pa v nekem trenutku nekaj čudnega zgodil. Pol sta pa nehala biti takšna, kot smo mi, ne. Skratka, sta malo čudna, ne. Če bi uporabil nek punkerski diskurs, bi rekel, da sta človeka totalne revolucije ali pa totalne evolucije. Skratka, dve osebi z dvema zanimivima zgodbama, Saša Markovič in Jože Jaklin, lepo pozdravljena. Živjam. Ali jo lahko na kratko najprej v slogu Wikipedije predstavim, ne? Sej to absolutno ne predstavi človeka, ampak da dobimo neko informacijo, kaj sta bila in kaj zdaj počneta, ne? Zdaj, Saša je bila ravnateljica Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Cirius Kamnik, na kratko. In potem je šla v penzijo in je vse padlo na glavo, ne? Bomo pol več o tem. Zdaj, Jože pa kaj vse ni bil, ne? Izvršni direktor DUTB, prvi finančnik Luke Koper in tako dalje, ne? Po pravilih naše družbe bi rekel, da mu je manjkal samo še ministrski stolček ali pa premierski, ali pa niti to ne, ne? Skratka, ne, tudi on je, kako bi rekel, en dan vse skupaj nekam poslal in zaživel malo drugačno življenje. Skratka, gre za en veliki obrat. Pozdravljeno oba še enkrat. Mogoče, če začnemo, Saša, s tabo, ne? Zakaj upokojenka po taki, bom rekel, ugledni karieri in odgovorni karieri, ki je bila polna stresa, polna, bom rekel, obvladovanja in ga predvsem velikega kolektiva, če se ne motim, vas je bilo čez 200 tam v Kamniku, ne? Se odloči, zdaj bom pa vodička, pa bom potovala po svetu. Bom večkrat popravila. No, jaz sem bila tam v Ciriusu Kamnik, ravnateljica srednje šole, nisem bila v špici na direktorskem položaju. Ja, zakaj sem se odločila pravzaprav, da grem v te vode? Doma sem iz Kranja in v Kranju sem bila nekaj let že lokalna vodnica in ravno ko sem se upokojila, sem na internetu zasledila, da agencija Oskar razpisuje svojo vodniško šolo. In potem sem imela čas, upokojena sem bila in sem šla pogledati, se vpisala v to vodniško šolo, na kar sem videla, da je pa to nekaj takega, kar bi pa meni zelo odgovarjali. Rada potujem, rada sem med ljudmi, imam tudi še iz prejšnje kariere kar nekaj izkušenj z delom z ljudmi in evo, potem, ko sem šla skozi to vodniško šolo, se je izkazalo, da lahko počnem tudi, da se lahko ukvarjam tudi z vodenjem. Super, ne? Kaj pa Jože? Ne? Zdaj Jože je vodil banke, logistične gigante, ne? Zakaj bi vodil zdaj ljudi v Budimpešto ali pa na Bali? Zato, ker je to dobro. Kako je prišlo do tega preobrata? Ne? Lejte, jaz sem po izobrazbi ekonomist, ne? Zaključil sem MBA v Ameriki in tam je ena taka, v managementu je ena taka trditev, ko imaš problem, moraš pogledati out of the box, moraš stopati iz škatle, iz okvirjev, pa jo pogledati malo drugače, pa mogoče se ti pol odpre rešitev, ne. Tako da, ja, nekega dne sem se pač, pa še nekaj, ekonomisti smo običajno ljudje, ki se vpišemo na ekonomijo, ker ne vemo, kaj bi počeli v življenju. Malo se hecam. Ampak dostikrat je tako, jaz sem bil zmeraj zaljubljen v zgodovino, v zemljepis, psihologijo, filozofijo. Ampak sem si rekel, tega pa ne bom, ampak ne bom pa učitelj, ne. Tako da potem pa sem imel čas in sem preprosto naredil licenco, ker so bili vsi ti predmeti med predmeti za pridobitev uradne licence za vodenje. In sem užival v teh predavanjih, v profesorjih in tako naprej. Pa nekega dne sem rekel, zakaj pa ne bi zares probal. Pa me je stvar všeč ratala, tako da to je to.
Čisto enostavna. In potem je nekega dne Oskar najdel v registru vodnikov in me poklical, če bi šel. Sem mu poslal svoj življenjepis, pa je rekel, pa so me takoj poklical, pa je rekel, a se ti hecaš ali resno misliš? Ja? Tam tistih 4-5 strani, ko je čital, sem rekel, ne, jaz čisto resno mislim, me zanima, kaj počneš in bi rad videl, kaj jaz bi rad tudi to počel. In to je to. No, sem tle z vami in mi je lepo. Bravo. To me zanima, ne, tako, ker tukaj pri tem vajnem obratu, ne, v življenjski zgodbi gre vsem za neko odstopanje od nekih družbenih norm. Ne. Kako ste se s tem spoprijela? Ne? Zdaj, zate bi rekel, da so imele družbene norme planirane, kar sem že uvodoma omenil. Zdaj neko napredovanje v karieri do pokoja. Ne? Saša, ti bi morala postati potem neka zgledna upokojenka, ne? Ja. Bolj pasivna, kot si sicer. Ne? Kako gledate na to? Oziroma, ste bila deležna kakšnih tovrstnih pritiskov? Kaj pa vem, no, takrat, ko sem jaz odraščala, ne, to je bilo tam 81 leta v prejšnjem stoletju, je bilo tako, da si sprejel tisto službo, ki ti je bila ponujena. Ne, in jaz sem po stroki sociologinja in mene je pač, kaj pa vem, jaz verjamem tudi v ena naključja in v eno vnaprej določeno smer in me je pot pripeljala v delo z gibalno oviranimi mladostniki, njihovimi starši, kolegi in pač na tem položaju, sprva kot učiteljica, pa potem 30 let ravnateljica, sem vztrajala 40 let. Ampak očitno, ko sem se upokojila, pač zdaj, ko pogledam nazaj, niti malo mi ni, da bi šla še enkrat skozi to pot vzgoje in izobraževanja in tako naprej. Ne vem, kaj se mi je pravzaprav, kar ena intuicija in sem šla pač po tej smeri. Tako da težko rečem, kaj je bilo tisto, kar me je preobrnilo. Zdaj... Jože, gre mogoče za neko vrst, za nekaj, kar lahko primerjamo z uporom, ne, v nekem adolescentskem obdobju. To bi mi recimo tolažil, tak pritrdilen odgovor, da je to še vedno mogoče narediti pri nekaj in 50 ali pa nekaj in 60 letih, ne, ali pa nekaj in 70 letih. Vsak tlele v dvorani si lahko to odločitev sprejme. Ja. Nismo stari, smo mladi, delamo in ko enkrat spoznaš, da lahko delaš to, kar si želiš, to, kar hočeš, da je to mogoče, ne? In greš nasproti vsem tem pričakovanjem družbe, kaj bi pa moral delati, kaj bi pa vsa ta pričakovanja pustiš nekaš in se mogoče enkrat v življenju vprašaš, kaj si pa ti želiš. Ja, kaj si pa jaz želim? Ali si želim postati predsednik vlade ali pa minister? Ne. Ne, definitivno ne. In da prej sprašuješ, kaj si želiš. Ne? In zadeva je potem spontana. Mislim, da je najbolj pomembno, da si iskren do sebe, pa da se, če imaš te možnosti, ne, da si pač to, kar si. Ok, to me zanima, ne? Ker zdaj Saša je opisovala, rekel, to njeno pot, ne, ki jo je potem pahnila v potovanja po vodništvu, ki se je nekako bila ločnica, je bila ta upokojitev. Ne? In je rekla, jaz ne bi šla znova te poti, ne zanima me neka nova izkušnja in je skočila in odplavala. Ne? Zdaj, pri tebi, če se ne motim, ti si pa zgodbo obrnil, ne? Ti si pa zapustil obstoječe, kljub temu, da bi še lahko, se pravi, ni bilo te izrazite družbeno ali pa sistemsko pogojene ločnice, ampak je šlo za neko brak v glavi. Ja, malo me je treščil, malo prej. To spoznanje, da so v življenju še druge stvari. In potem, ko sem padel, to pa ugotoviš, da je v bistvu še mnogo lepša, pa še mnogo drugače, kot si pričakoval. Ne? En oskarizmov je, da so sopotniki tvoje potovalno bogatstvo, na koncu spoznaš, da so ljudje okrog tebe. Ne? To je fantazija. To je tisto, za kar potujemo, ne? Da se lahko z ljudmi pogovoriš. Ne pa, da so stalno neka pričakovanja, kaj bi mogel, ne da moraš stalno gledati za hrbet, kdo ti bo nošil hrbet za rino in tako naprej. Preprosto se srečaš z ljudmi, se pogovarjaš in to je to. Stvari so preproste in lepe. Ampak za ta korak je verjetno treba stopiti iz cone udobja.
Kako je bilo s tem, Saša? Kako si to občutila? Ne? Zdaj, jaz si pač poskušam si predstavljati, kako bi se zgodilo meni, če bi se zdaj odločil v nekem trenutku, jaz bom prenehal s tem, kar počnem, ali pa bom zaključil s tem, kar počnem in bom počel nekaj popolnoma novega. Ja, verjetno je bila v meni res ena taka želja. Jaz tudi v svoji profesionalni karieri sem imela kar veliko možnosti tega sodelovanja na mednarodnem področju in smo imeli razne te izmenjave z dijaki in tako naprej. Tako da v meni je bila vse skozi, bi rekla, prisotna ta želja po potovanjih, po srečevanjih, po spoznavanjih, ampak v času poklicne kariere enostavno ni možnosti, da bi lahko to izživela. Zdaj, ko sem upokojena, pa lahko res se posvetim potovanju, ga naštudiram, se pripravim. Jaz tudi ne potujem oziroma ne vodim tolikokrat kot večina profesionalnih vodnikov. Jaz si pač sama nekako z oskarjem izberem, kdaj bom šla, kako bom šla, kam bom šla in tako. Tako da se potem tudi na vsako potovanje kar temeljito pripravim in mi vzame kar veliko časa, ampak v tem uživam. To mi je izziv, to rada počnem in to me nekako bogati in mi je lepo. Super, ne, ker mislim, dajmo povedati, da bojo ljudje tukaj vedeli, ne, o kakšnih številkah govorimo, ne, kljub vsemu pa to znese letno kar lepo število dni. Ne. Koliko časa vidva zdaj v enem letu namenjata poklicnemu vodništvu, če lahko tako rečem, oziroma potovanje? Ja, toliko časa, dokler žena ne reče ne, dosti je. No, in kaj? To je pa še boljša opredelitev vprašanja. Koliko je pa ta optimalna številka, ne, kjer naj bi žena še ne rekla ne, ker bom z veseljem svoji ženi posredoval te številke, glede na to, da vem približno, za kakšne številke gre. Recimo, da 2 vodeni na mesec, mogoče 3 je že tako, že kar nekaj. Včasih pa seveda, pa jo zvabiš, greva na kakšno študijsko pot, pa gre z mano, pa počasi jo vabim, da bi z mano uživala, pa se kar pusti. Kako prebrisana tehnika. 2 do 3 vikende mesečno, kar znaša v skupnem seštevku približno 50 dni na leto, z bonusom študijskih tur. Ja, recimo. Ja. Odlično. Ja. Jaz pa mogoče malo manj, no. Jaz pa tako 40 dni, pač enkrat na mesec ali na 2 meseca. Včasih je bolj zgoščeno, ko so tudi te potrebe agencije večje, a ne v času počitnic in tako naprej. Potem si pa vzamem tudi čas in sem tudi rada doma in rada tudi vodim po Kranju. Lokalna vodnica za Kranj sem, tako da mi je tudi to prijetno, no, početi. Ja, ker tam dobro obveščeni viri z agencije so mi povedali, ne samo to, da je, bom rekel, vajina presežna kvaliteta, to, da ste se v poznih letih odločila za nekaj takega, pa so rekli tudi, te dva sta zelo dobra. Ne? Kaj pa mogoče ta kvaliteta neke zrelosti, ki jo lahko ponudiš takemu delu? Ne? Ker zdaj si predstavljam, da sta morala imeti tudi občutek, da sta bila v nekem trenutku obkrožena z nekimi mladci in mladenkami, ki želijo postati in si spet v enem novem položaju, ki je malo nenaravno stanje, ne, da konkuriraš eni mladini. Ne. Kaj je zdaj ta dodana vrednost zrelosti? Ali? Glede, to so naši sopotniki. Ja. To je naša mladina in uživaš z njimi. Seveda imaš izkušnje, tudi vsak dan se učiš od sopotnikov. Neverjetno, kakšne življenjske zgodbe imajo. Ne. In če se poslušamo in če je naša osnovna vizija, da se imamo dober in fajn, ne, pol ni težko. Tako da napor pa, gledajte, ko prideš na vrh hriba, si malo utrujen, ne, si izven cone obdobja, ampak si pa zelo zadovoljen. Ja. Ja, v samo vodniško delo res vložimo vsega, ne? In moje izkušnje iz predhodne kariere dela z ljudmi mi zelo pomagajo pri tem vodniškem delu, tako da nekako znam, vsaj jaz mislim, da sopotnike vključiti in jih pač
obravnavati tudi tiste morda, ne, ki so malo v ozadju ali pa imajo kakšne posebnosti. Tako da poskušam na vodenih res to skupinsko dinamiko in eno takšno pripadnost skupini, nekako, da delujemo, funkcioniramo, ker to so kar velike skupine. Ne? To je čez 40 ljudi lahko v skupini, ne? In zdaj najdete tukaj en balans med mladimi, med otroki, pa malo med starejšimi in tako naprej. Tako da te izkušnje to odprej nekako imam osvojene. Jaz bolj polagam oziroma bolj študiram potem te podrobnosti dežele, malo to. Zanimajo me predvsem ljudje, no, predvsem ker vsak vodnik ima svoje poudarke in mogoče z enimi niansami vstopa v neko novo deželo. In tako, no, jaz se bolj na tem področju moram izpopolnjevati, mogoče zgodovina, geografija, ne, tako sociologija mi je bližje, no, ja. Ja. Management, jaz sem bil celo življenje pač v top managementu, ni nič drugega kot delo z ljudmi. Je postavljanje ciljev, je motiviranje skupine za to, da se doseže te cilje, je identificiranje problemov, je odpravljanje teh problemov in na koncu, da pridemo do nekega cilja. Ne. Koga je pa težje motivirati? Upravo neke banke ali avtobus poln ljudi, ki želijo nekam potovati? Upravo neke banke. Ne, to me zanima, kako je pa potekala ta tranzicija iz enega poklica v drug poklic? Ne, to mora biti tudi ena zanimiva zgodba. Jaz sem se sama pri sebi tudi spraševala. Jaz mislim, da sem že prej v času študija imela to vrstne ambicije, ampak me je potem situacija življenjska pripeljala, ne vem po kakšnem naključju, na področje dela z gibalno oviranimi. In tle sem vztrajala 40 let. Ja. In končno, ko sem zaključila kariero, sem naredila črto in sem šla čist v drugo. Zgleda, da je bilo to, jaz v času te poklicne kariere nisem mogla izživeti tistega, kar je bilo v meni odprej. Zdaj pa lahko. Ne, ampak zanimala me je sama tranzicija. A veste, zakaj sprašujem? Zato, ker tako zavedam se, da ko si ti star 24 ali pa 25 ali pa 27 let po končanem študiju, ne, in se ti vstopaš v nek poklic, kjer si želiš pač prehoditi neko poklicno pot, ti v tistem trenutku ne veš, da nič ne veš. Ne. Vidva sta pa oba začela novo kariero z nekim zavedanjem, da marsikaj vesta o tem, kar sta počela v prejšnjem življenju. A je bilo to kakšna ovira ali je bilo to prednost? Recimo, to je bil stop management, in kar naenkrat začneš voditi neke ture, neka potovanja in si verjetno tudi pod pritiskom lastnih pričakovanj, ne, če si bil nekje nekoč na top nivoju. Kako je s tem? Kako je tisti? Jaz vem, da nič ne vem, ampak drugi pa še tega ne vedo. Ne? Tako da to spoznanje, da ne veš veliko in da se moraš učiti celo življenje in vsak dan znova sproti, je začetek. Če si nek napihnjen vodnik, ki misli, da vse ve in da vse komandira in tako naprej, se lahko zadeve slabo končajo. Ne? Sopotniki veliko vejo. Dobiš nekega botanika, dobiš zgodovinarja za sopotnika, prekašajo te 10-krat po svojih specialnih znanjih. Ampak, če pa ustvarimo eno skupino ljudi, ki sodeluje, ki se dopolnjuje, ki se posluša, vam pa povem, da se jaz na vsakem potovanju, pa tudi tiste, ki ponavljam, vedno znova kaj naučim. Meri nekaj novega. Učimo se pa tudi od vodnikov, od drugih, že izkušenih. Se mi zdi, da so ta znanja zelo dragocena, si nekako izmenjujemo gradiva. Meni osebno je bil velik izziv, recimo, ko mladina, se veste, to tehnologijo in računalništvo in ti programi. Meni pri teh letih moram priznati, da smo bolj počasni in mi je to bilo kar izziv, se spopasti s temi stvarmi, hiter poiskati tamle po Google Mapsih, kako se pride in tako naprej in tako dalje. Tako da tukaj se še vedno učim. In mogoče meni se pravi to delo z ljudmi, pa ta zgodovina, kultura in to ampak ta druga plat, pa logistika, pa kaj treba se sporazumevati s tujci, ki nič ne znajo, pa tako,
te poti, te veščine. No, to mi je zanimivo in izziv. Kako dolgo? Se pravičujem. Kar? Na Islandiji sem imel 10-11 let staro sopotnico, je tako obvladala vso to tehnologijo, na koncu je ona vodila izlet, z tega, ker je poznala, iz katere strani bo prišla nevihta, ob kateri bo, če ste bili kdaj na jugu Islandije, veste, da se vreme spreminja vsakih 5 minut. In ti imaš lahko program, ampak če tam dež pada, ne boš takrat šel ven. Ne? In ona mi je vse povedala, kdaj prihaja nevihta. In pa smo zamenjali programe in smo prišli takrat, ko je bilo sonce, in potem smo nazaj odšli in se je vse vrtel. Ampak punčka je bila briljantna. Ja. Imel sem, ali pa druga zgodba, je bil profesor z fakultete v Mariboru, ki je imel poseben program za spremljanje lovljenja Aurore Borealis. Ne. Wow. To je naš cilj. In to mu javlja vsakih 5 minut, ki je na svetu se je pojavilo to. Ne. Mi celo pot nič ne vidimo, vzletimo domov na poti in on zakriči sredi polnega aviona Aurora. Veste, kakšen red je takrat, ko se vzleta, vse je napeto. Vsi so se odpeli, vsi so skočili, vsi so šli kokrem, vsi so gledali. Če bi bili na čolnu, bi se potopili. Pač spet en sopotnik z nekim uporabo neke take, aplikacije, ki je meni bila čist neznana, je v trenutku upozoril na nekaj, kar so si potem ljudje za cel življenje zapomnili. No, to je bilo res eno tako izjemno doživetje. Tudi vsi vni stevardi so pozabili, da se je treba prevezati. Učenje skozi učenje. Kako je bilo v vodniški šoli? To me zanima, kaj vam je dala vodniška šola. Oziroma, jaz sem še en trat slišal, pa ne vem, če je res. Da je Jože prišel, pa ga niso jemali prav resno s to idejo, da bi on postal vodnik, pa si spraševal, kaj treba narediti, pa so rekli, ja, nič, licenco rabiš, in oni so seveda mislili, da so se te s tem nekako odkrižali, ne? Pa sem rekel, in pol so mi povedali, in pol je nazaj prišel z licenco. Ja, niso čisto točni viri, jaz sem imel licenco, preden sem prišel. Ja, ok. Tako da, jaz sem imel že licenco prej, res pa je, pravim, mogoče me tudi sam Oskar ni resno imel z mojimi referencami, zakaj sem se pa jaz tega le lotil, kaj sem s tem pa nekaj ni čisto v redu, ne? Saj tako večina ljudi bi začela razmišljati, ne? Tako da ja, potem me je poslal za 3 tedne v Jordanijo in čakal bom preživel ali ne. Pa sem. Pa šele potem sem šel v šolo. Tako da ja, ampak stvari se nekako, kako že on temu rekel, vodniški mlinček, da če bom pa to preživel, bom pa v redu. Pa sem preživel. Ne. Tako da licenco sem prej naredil, pa ne z željo, da bi postal vodnik, ampak čist kot sem rekel, iz ene radovednosti, ki me je žena gnavila, da je nekaj pa moraš delati. Ne? Ja, prav, pa sem šel nekaj delati. Pa na koncu je imela prav, ki me je spodbudila, ker sem odkril nekaj čudovitega. Kakšen je bil pa tvoj vodniški mlinček? Jaz, ko sem šla v vodniško šolo, moram reči, da sem bila izredno navdušena, ker se veste, v poklicni karieri vse sorte seminarje, izobraževanja, ne vem kaj vse obiskuješ in tako. V tej vodniški šoli sem pa videla, da je pa to izobraževanje res tisto, ki temelji na izkušnjah, ker Oskar nam je predaval, bila je ta šola zelo taka dinamična, začela se je ob 6 zjutraj z rekreacijo in potem, ko smo bili še v Loškem potoku, v tem hotelu smo morali tudi sami poskrbeti za zajtrk in vse pospraviti in urediti sobe in počistiti sanitarije in na koncu tudi oprati in tako naprej. Skratka, ta predavanja so bila res izredno kvalitetna, nič se nam ni spalo, nič nam ni bilo dolg čas, ker si videl, da izhajajo iz izkušenj, da to ni kar neka teorija, pa nekaj tako, ampak je res temelječe na dolgoletnih izkušnjah. Vmes so bila tudi seveda razna druženja zunaj, razne vaje, razne te zelo zanimive igrice. In moram reči, da mi je bila to res šola, ki mi je bila najboljša v življenju. Tako da sem šla jaz prvič sama skozi to šolo, naslednja generacija, naslednje leto sem bila že v vlogi skrbnice.
mladim tem novim bodočim vodnikom in potem sem šla še enkrat. Se pravi, tako da sem zdaj že 3-krat obiskovala to šolo, prvič sama kot bodoča vodnica, zdaj pa v vlogi mentorice novim skrbnikom. In vsakič znova sem vesela, ker Oskar res daje priložnost vsakemu, ne glede na to, se pravi, mi v zreli življenjski dobi ali pa nek srednješolec. In pravi, da še celo tisti, ki pride z najmanj, bi rekla, podlage ali pa znanja ali pa tako, ima največ možnosti, ker ima največ, da lahko bo dosegel najvišjo stopnjo, bo najbolj razvil ta svoj potencial. Tako da tisti, recimo, ki so bili eni med udeleženci tudi že kar vodniki, s precej, bi rekla, enim takim vodniškim egom, jim ni to najboljš uspevalo. No? Tako, je bilo treba malo ta ego znižati, da so lahko potem dojeli in sprejeli tudi te usmeritve Oskarjeve vodniške šole. Kombinacija nevednosti in zmerne ponižnosti. Ja, tako. Ja. Tole me zanima. Ne? Zdaj, ko strast ali pa neka tvoja želja, ker naenkrat postane tvoj poklic, ne? Takrat pride v nekem trenutku tudi do udora realnega. Jaz imam recimo eno tako precej trpko epizodo v življenju, ko sem želel recimo en svoj koniček pretvoriti v posel, ne? In sem v trenutku, ko sem poklicno postal to, kar sem prej ves čas bil za hobi popoldan, ne? Sem obžaloval. Ne? Kako je bilo pa vama s tem? Ne, sigurno gojiš neke romantične predstave, kako je biti vodnik, pa kako je potovati po svetu, dokler se dejansko ne znajdeš na nekem čudnem letališču. Ko praviš šanson, je ne regret rien de rien. Ja. Nič mi ni žal za to, kar počnem. Mogoče še največja svoboda je v tem, da če bom ugotovil, da to ni to, kar si želim početi, lahko tudi izstopam, saj ni tega problema. Pravzaprav sem bolj presenečen, da prvič v življenju počnem to, kar si želim. Wow. To je tisto bolj čudno spoznanje in se sprašujem, kaj sem počel celo življenje. In odgovor bi bil? Kaj? Na vprašanje, kaj sem počel celo življenje? Ja, neumnosti. Ne, sej. Mi ni žal za vse, kar sem v prestrukturiranju slovenskega gospodarstva naredil in z veseljem pogledam nazaj, ampak kot sem pa rekel, ni mi žal niti za trenutek, da sem se zdajle tako odločil in uživam. Kaj? Ni mi žal. Meni je pa mogoče vodništvo hobi, no? A ne? Pač imam svojo pokojnino in lahko komod tudi izhajam s tem, ampak mi je to izziv, no? Tako da jemljem vodništvo zdaj kot hobi. Aha, ja, razumem. Ok, in nimaš te težave, da si zabredla v neko eksistenčno polje, odkoder ni povratka? Ne, nimam. Jaz lahko vedno lahko rečem, dosti je, ne bom se šla več tega. A sta me kdaj, pa ne da to sprašujem, pa več čas pogrevam, ampak meni se recimo zdi ta vajna odločitev, ne, v teh letih, tako ena taka fenomenalna zgodba, ki nas vse lahko na nek način, iskreno govorim, upogumlja, pa tudi navdihuje. Ne. In me zanima to, jaz sem tako kakih 5 let nazaj, recimo pri 45, zdaj novembra bom 50, ne, sem ugotovil, da jaz ne morem biti več pilot, ne. Ker do 45, sem jaz verjel, da je pač čisto vse mogoče, da sem lahko pilot, da sem lahko konec koncev tudi arktični raziskovalec pingvinov. Zdaj jaz vem, da ne morem to biti. Ja. A sta imela vidva kaj težav s tem pri bom rekel, tem? Zanimivo je, da je zgodba čisto drugačna. Vsi štejemo dneve, ki jih imamo do penzije, pa zaračunavamo, pa gor, pa dol. Ja, meni se zdi naenkrat logika čisto obrnila. Jaz nočem iti v penzijo. Nočem iti v penzijo. Jaz hočem delati in uživati, dokler me zdravje nosi. To se pravi, edino vprašanje je, a bom zdrav? Enkrat se stvari obrnejo, zakaj pa bi mogel iti v penzijo? Kdo me pa spet sili, da moram iti v penzijo? Jaz nočem v penzijo. Ne? Ja. Jaz hočem pač hoditi naokrog in nadaljevati z aktivnostmi. Se mi zdi, ta out of the box počasi razumeš, da vse te meje, ki jih
ki nam jih postavljajo, ki nam jih ugrajujejo v glavo. Ne? To je vse samo za preskočiti. Čisto enostavno. Družbene norme. Ne? Družbene norme. Zakaj bi pa šel v penzijo? Ne smemo jih preresno jemati. Ne? Ja. Nauk zgodbe, zdaj, če skrajšam, začnite delati tisto, kar vas veseli in ne boste si želeli v penzijo. Pa tudi, če ste že tam, počnite to, kar si želite. To je pomembno, da človek začne poslušati enkrat samega sebe, da sam sebe sliši, kaj zares hoče in da to počne. Karkoli je že to. Kako je bilo pa s tem? Jože, moram še malo drezati v to, ker se mi zdi, da je zgodba res fenomenalna. Ne? Ti si dejansko zapustil ene take pomembne družbene statuse. Ne? To, ko vstopaš v prostor, ko te ljudje poznajo, da si tam predsednik uprave neke dosti pomembne slovenske banke, to nekaj pomeni. Ne? Ja, ne vem. Ko sem vstopil sem, pa smo šli na šolo vodenja, je bila prva od stvari, da zgubiš svojo identiteto, da zgubiš svojo preteklost in da si preprosto to, kar si. In potem, kot en simbol tega, vsak od nas na šoli vodenja dobi eno svoje ime, ki ga pač izžreba. In veste, kaj sem bil jaz? Jaz sem iz direktorja neke banke in ne vem česar, kol sem postal ščurk. Jaz sem bila pa čaplja, potem sem bila sova in potem sem bila šoja, ker sem že 3 leta obiskovala šolo. Se pravi, žensko živalsko ime napram moškim. Ne? Ja. Oskar mi je prepovedal, da govorim o svojem preteklem življenju. Meni to sploh ni bilo težko. To se pravi, si, kar pač si, to, kar si, tisti trenutek in tam, in ljudje te dojemajo takšnega, kot si, ne pa z nekimi pričakovanji, z nekimi dogmami, kaj bi moral biti, vsi, kar si, ne? Že svi, kom že svi. Ja, tako kot na potovanju, ko se skupina prvič sestane, ne vemo drug o drugem ničesar. In tako smo tudi mi v vodniški šoli pravzaprav imeli prepoved govoriti o tem, kaj je bilo. In tukaj smo se vsi vikali, gospod Ščure, gospa Sova in tako naprej. Ja, gospa Šoja. Ja. Tako da je izredno zanimiva izkušnja. No in zdaj, seveda bi bilo pametno spregovoriti tudi o tem, zdaj Oskarja ni, ampak njega bi sigurno ta tema vedno ga zanima. Tisto več, kar je v potovanju. Zdaj, mi potovanje tako zelo preprosto razumemo kot en turističen produkt, kot še en tak generator življenjskega dopamina, ki nam je na voljo za nekaj 100 ali pa 1000 evrov, ampak potovanje je lahko in je tudi več. Kaj bi rekel Jože, da je potovanje? Kaj te predstavlja, kako potovanje lahko na človeka vpliva? Jaz smer povlečem besede našega Nejca Zaplotnika. Kaj je smisel? Smisel je pot, smisel je potovanje. Ker tisti, ki doseže cilje, je lahko žalosten, pa mu je dolg čas, ker ne ve več, kaj bo naprej počel. Če pa res najdeš v življenju pot, in zame potovanje je pot, ne vem točno, kam me nese, kam bom prišel, ampak vem, da je svet lep in velik in da grem na pot. In če me pa še za to plačajo, pa tako boljše. Ampak to je kar malo poguma potrebno, da greš na pot brez cilja. Jaz tudi zadnja leta premišljujem o tem, da bi tako moralo biti, ampak včasih manjka poguma. Ne se bati, to je osnovno sporočilo. Pejte, zasledujte svoje sanje, svoje želje, bodite še enkrat to, kar si. Pojma nimate, kaj vas čaka. Ampak to je pravzaprav najlepše v tej zgodbi. Ker če bi vedeli, pa verjetno doskrat ne bi šli. Ampak take lepe stvari vas čakajo, pa sploh ne veste. Iza ovinka bojo prišle, tam nekje se bo pojavil. Ko vam je čisto jasno pot, mi imamo vse časovnice narediti, da mislite, da gre tako, smer gre drugače. Ampak to je pravzaprav najlepše pri celi zgodbi. Ne vem, zdajle sem končal na Madeiri, ogromen 100-letni požar, vse destinacije naenkrat zaprte, kaj zdaj? Vprašam Oskarja, gremo domov, vse ne moramo speljati, vse je prepovedan, vse je zaprt, vse gori. Ali se prilagajamo? Pa je rekel, se prilagajamo.
In kako ste se In smo odkrili prilagodili? nove poti, smo šli tja, kamor še nikoli nisem vodil. Smo šli po takih hribih, da so ljudje jokali, ko so dol šli. Ker je bilo tako lepo. In na koncu še sami uživali, ker so oni raziskovali. Ni bil nek tak klasičen turističen produkt, ampak so sodelovali pri tem raziskovanju. So mi pomagali, kje je pot, pa gor dol smo vse skupaj najdali in je bilo vse skupaj res doživetje. Ne? In to je tisto, na začetku nekaj več. Pot je važna. Ne? Pot je važna. A smo mogli točen tam takrat, ob tistem času, kar vsi pričakujemo, pa brez skrbi, se ne grem čez mer po svoje. Saša, kje pa ti najdeš to dodano vrednost ali pa to kar je pod površino, pojma potovanje in pot? Ja, tukaj potovanje bi rekla, da je res priložnost, da se razbremenimo sebe, kakršni smo doma. In da vidim v skupinah sopotnikov, pride, čeprav je generacija že 60 plus in tako, na površje veliko otroškega, tistega prvinskega, kar je v ljudeh. In tukaj je potem priložnost, da se otresemo, razbremenimo kakšnih mogoče tudi slabih navad. Če smo recimo v domačem življenju neki skozi zamujamo in tako naprej, tukaj se lahko naučimo točnosti. Če se dogovorimo kot skupina, da pridemo takrat ob uri in smo res tam in to večkrat potreniramo, tudi tisti človek, ki doma recimo zamuja, vidi, da je sposoben obvladovati to svojo recimo pomanjkljivost, da tako rečem. Skratka, potovanja dajo en širok spekter dela in poglobljenosti vase in te napolnijo z eno energijo, s katero lahko potem obogatiš domače življenje. Kaj pa, bom rekel, a sta lahko mogoče kaj bolj specifična v zvezi s potovanji za nekoliko starejše? A kaj tazga sploh obstaja, glede na to, da smo na takšnem festivalu, ali je to mogoče že, kako bi rekel, politično nekorektno, da sploh tako vprašanje zastavljam? To je politično nekorektno, da se tako vprašanje zastavlja. Hvala. Glede na to, da sam vstopam, se zahvaljujem za odgovor. Poglejte to mladilo tle. Ja. Vsi si želijo potovati in vsako potovanje, ko greš na pot, te spremeni. Vsakeč, ko prideš nazaj, si drugačen. Pa ne veš zakaj, kaj je bilo, ali ker si zagledal nek oblak, ali ker si srečal nekoga po poti, ali ker ti je nek fantič, ki si ga pogledal, ali ker si neko goro zagledal, ali ker te je nek tempelj presenetil, ali ne vem kaj, ampak zmer, ko si prideš nazaj, si drugačen. In v tem je pot. Ne? Lejte, sem rekel, da je treba poslušati sebe, pa se zavedati, kaj lahko, kaj zmoreš. Zapravo, tudi pri Oskarju so različne, je 5 potovalnih stilov. Ne? A boste šli, če niste pripravljeni, pa se prijavite na nekaj, kjer je predvideno, da boste 4 do 5 ur na dan hodili, ne? Pa niste pripravljeni to, ali pa ste prišli ravno po operaciji, ne? Pa je to malo problematično. Se pravim, da bi mogla že naša komerciala včasih malo zaštopa take, ker pridajo zelo različni ljudje. Ampak po drugi strani je pa meni veselje. Pa da ne mislite, da oni mladci imajo pa to kondicije, da šibajo. To so ljudje, kot ste vi, ki imajo to kondicije, ki vsak dan hodijo v hribe, ki so vzdržljivi, sej ne teramo, da moraš, ne vem, tistih 100 metrov v 10 sekundah prelaufati, niti najmanj, ne? Ampak še bolj pomembno pa jaz sem, ne vem, iz te stare šole, jaz ne rad uporabljam ta naziv, ker smo rekli, da je pač najšibkejši člen je tisti, ki vodi skupina. Ko smo včasih planinci delali, ko smo bili še v Jugoslaviji ali ne vem, kjerkoli že. Tako so mene učili, da se skupina združi skupaj, da se prilagodiš tempo. In še eno, kdo pa pravi, da je šibanje dobro? Mogoče pa boš, da se človek ustavi, pa malo pogleda okrog sebe. Pa se gleda ptico, pa zasliši tišino, pa karkoli že. Saša, bi ti dodala še kako poiskati pravo potovanje zase. Človek tudi marsikaj zmore v skupini. Smo kar trpežna bitja. Marsikaj, kar mislimo, da nam ne bo šlo, zmoremo. Sicer pa agencija Oskar ima tudi poudarek, mislim, da zdaj v novejšem času,
se razvijajo potovanja za starejšo generacijo. Se pravi, da so mogoče bolj prilagojena, ne? Včasih, veste, so kakšni odhodi sredi noči, ne? Pa se potem gleda, ne, da se gre recimo ob človeku prijaznem času, recimo zjutraj do poldne, ne? In tako da tudi recimo, če potuješ sam, agencija poišče partnerja, partnerko v sobi, ne? Tako da si prav na tem dela agencija in se potem sestaneta tudi že prej, se zmenjajo kontakti, tako da te variante obstajajo. Torej, če nekdo želi biti še z nekom v paru v sobi, se to da dogovoriti. In potovanja so zdaj tudi usmerjena pač v recimo potovanja za družine, potovanja za starejšo generacijo in podobno. Tako da torej to vrstna specifika obstaja. Kakšnih potovanj si pa videla? To sprašujem zato, da bo na glas izrečeno, pa dokumentirano, da bo štab tudi videl in mora biti upošteval vajine želje, kam si recimo najbolj želite v prihodnosti voditi kako turo? Ja, meni je najljubša Afrika. Tako da zdaj sem bila 2-krat v Tanzaniji na Zanzibarju in meni ti ljudje, mislim, da nimajo ničesar, ne? Ampak so najbolj srčni, najbolj odprti, najbolj nasmejani, najbolj zadovoljni in po drugi strani pa tudi narava, ne? Torej ti safari, ko se opazuje divje živali, to je res nekaj neskončno lepega zame. Sicer jaz vodim Sicilijo, pa Istanbul, pa tako tam je druga scena, ne? Tam je poudarek na zgodovini, na kulturi, na teh ogledih. V Afriki je pa ta mehkoba, ni neke silne zgodovine, ne? Ampak so pa druge te prvobitna srečanja z ljudmi, s temi ljudstvi tudi, ne? Od teh bušmanov, Masajev, Datok in tako naprej. To mi je res drago. Kam pa bi, če bi lahko, oziroma ko boš lahko, oziroma ko boš? Ja, tja, v Tanzanijo in na Zanzibar. Jože. Nemogoče vprašanje, to me tudi potniki skozi sprašujejo in jaz jim rečem, ne vem, kaj. Ne vem, kam bom šel naslednjič, ne vem, kako bo naslednjič. In še dostikrat se mi tako zgodi, ko si nekaj res želiš in pričakuješ, je potem vse drugače. Tako da, in takrat, ko pa nič ne pričakuješ, imaš pa tako skupino, pa taka doživetja, da dol padeš. In zato je spravno najlepše, da ne veš. Ja, seveda, tudi meni je všeč narava, ne vem, slišati bobnenje ognjenika, ne vem, je ena stvar, ali pa na Islandiji hoditi po še vroči lavi, ne, so taka doživetja narava, po drugi strani pa, ne vem, popiti pivo z enim sopotnikom, pa slišati njegovo življenjsko zgodbo, ali pa kako skupaj plešemo v islandski knjižnici, kot se temu reče, ali pa, ne vem, sredi Rdečega morja plesati na ladji, ali pa Tarantelo v Siciliji, ne, oziroma v Apuliji. Jaz to prvo, drugo, tretje, to meni ne gre dobro od rok. Razumem, čim manj pričakovanj in ustvari čim boljšo priložnost, da se zgodi kaj nepričakovanega. Seveda. Svet je lep in velik in veliko lepega se dogaja skozi. Je svet lep in velik? Ja. A je postal po izkušnjah vodenja svet manjši? Ali je postal lepši in večji? Je to drugo, sigurno. Kot je rečeno, je 5 stopenj. Prva stopnja recimo so počitnice. Recimo greste na Maldive za teden dni, potem imate tam vodnika sabo, ki vam organizira najrazličnejše izlete. Tako da v osnovi ste v hotelu, na počitnicah, imate standard počitnic. Ali pa hodite en dan plavati z morskimi psi, drugi dan z želvami, tretji dan se sončite, pač tisto, kar si želite, ali pa tudi ne. Drugi nivo je ta turistični nivo, kjer je poudarek na turizmu, to se pravi na ustreznih turističnih kapacitetah, primernih hoteli, razgledovanje, 3, 4, 5
Gre pa že naprej proti pohodništvu, proti bolj neposrednim izkušnjam z ljudmi. To se pravi, greš med ljudmi, se pogovarjaš z njimi, mogoče so tudi standardi hotelov malo nižji. Če hočeš se sredi puščave ali pa če hočeš moraš pač spati v šotoru sredi puščave. Če hočeš iti v džunglo oziroma v Afriki, moraš spati na nekem drugem koncu. Potem to je 3, 4, 5 pa že utrgane, boš da ne govorim. Ampak tako da so že ta pričakovanja vnaprej. Eni imajo bolj poudarek na pohodništvu, drugi bolj na druženju, spoznavanju lokalnih kultur. Saj veste, hoteli približno so enaki. Ampak je vprašanje, mislim, da vsak potnik, ko gre, mora približno vedeti, kaj si želi. In potem najde tisto pot, ki mu je pač njemu primerna, ki si jo želi, ki jo zmore, ki zmer pa še zmer lahko preseže, kot je rekla moja kolegica prej. Tole me zanima, zdaj bom jaz kar postregel z zadnjim vprašanjem. Zdaj, razen če publika insistira, da bi še kdo karkoli vprašal, pa se mi zdi, da ne vidim nobene roke, pa bom zadnji. Zdaj, mi smo slišali tole vajno čudovito in navdihujočo zgodbo, kako sta gospod predsednik uprave in gospa ravnateljica postala praktično poklicna popotnika. Ampak to je bil en tak pomemben življenjski preobrat za vaju, ki vaju sigurno v pogumu, tudi s tem, da verjetno dopuščata možnost, da se zgodi še kakšen. Ja, sigurno. Imate že v mislih kakšnega novega? Kar bo življenje prineslo. Sprašujem se, kam me bo Oskar naslednjič poslal. Tako da, pravim, ne vem, bomo videli. Jutri je nov dan in kot pri Oskarju pravimo, veste, kjer dan je danes? Poseben dan je. In najlepši. Najlepši dan. In ko človek razume, da je čas tisto, kar je najbolj dragocena stvar, da je carpe diem, da je treba uživati vsak trenutek, ta trenutek tukaj, ne čakati na jutri, kaj vam bo nekaj prinesel. Danes je vas najlepši dan, danes ga uživajte do konca. In da je vse najlepše še pred nami, to je tudi pomemben moto agencije Oskar. Vse najlepše je še pred nami. Ja, in Oskar bo kmalu počastil z novimi nalogami in destinacijami, ko se vrne z Turčije, ko smo ravno pri tem. Še enkrat vas v imenu gospoda Oskarja pozdravljam iz Turčije. Se vam zahvaljujem za vašo pozornost, ker ni kar samoumevna, lahko bi bili kjerkoli drugje, pa ste se odločili, da boste tukaj. Najlepša hvala čudovitima sogovornikoma, najlepša hvala vam, hvala agenciji Oskar, pa se niste prestari, da bi se naročili na oskarizem. Približno enkrat na mesec izide, dobite ga na YouTubeu, oziroma na oskarizme, dobite na YouTubeu, pa se lahko vidimo še kdaj. Hvala lepa. Evo, še en oskarizem. Boljše, da smo, kot da nismo.